V naslednji oddaji Moja družina spoznavamo izjemno mlado podjetnico, ki je Slovenijo osvojila s svojo ustvarjalnostjo, vztrajnostjo in sladkimi mojstrovinami. Hano Kotar, ustanoviteljico znamke Mama Pavla. Kako je pri komaj 19 letih zgradila butično blagovno znamko domačega sladoleda, čokolade in tort? Kaj jo žene naprej in kakšna družinska zgodba stoji za njenim navdihom? Pridružite se nam na potovanju v svet mladosti, podjetnosti in sladkih sanj, ki postajajo resničnost. Ne zamudite. Spoštovani gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Moja družina. Danes imamo izjemno priložnost spregovoriti za eno najbolj navdihujočih mladih podjetnic pri nas. S Hano Kotar iz Britofa pri Kranju. Ustanoviteljica in glavna kreativna sila znamke Mama Pavla. Hana, dobrodošla v oddaji Moja družina. Dobrodošli, živjo. Hana, po izobrazbi živilsko-prehranska tehničarka, že od rosnih let ve, da želi ustvarjati sladke užitke. In to ni le želja, pač pa je prešlo v poslanstvo. Ko je imela komaj 19 let, je že vodila proizvodnjo sladoleda iz domačega mleka in pravega sadja ter ročno izdelanih čokolad in tort pod znamko Mama Pavla. Ime Mama Pavla ni naključno. Gre za častno posvetilo Hanini stari mami Pavli, ki jo je v ustvarjanju slaščic navdušila in ji predala ljubezen do domačnosti, zavzetosti in odličnosti. V delavnici in kavarnici Hana ustvarja ročno izdelane čokolade, tortice, sladolede z najboljšimi sestavinami ter skrbno izbrane embalaže. Vse zamislijo na to, da izdelek ni le sladek, ampak tudi estetski, premišljen in za zgodbo. Dobrodošla še enkrat, Hana, ampak ker se pogovarjamo o družini, bi danes začel z vprašanjem, iz kakšne družine pravzaprav prihajate? Jaz prihajam iz podjetniške družine in to zelo s ponosom povem, ker sem ponosna na to. No, moja starša sta podjetnika že dobrih 30 let, v resnici mislim, da je bilo prav lansko let 30 let. Isto sta bila zelo mlada, ko sta svoje podjetje odprla. Ati je bil star tam okrog 20, mami pa še 20 let, ne. Tako da sem šla lepo po njunih stopinjah. In sva danes z bratom oba podjetnika in sem prepričana, da je velik del tega oziroma velike zasluge vzema to, no, da smo bili neka podjetniška družina, da sva rasla gor z nekim podjetništvom, da starša tega nista skrivala nikoli pred nama, ampak sta naju vključevala v te stvari. Drugače, če pa tako malo drugače povem, sem pa iz ene krasne družine. Ne zato, da bi se to zdaj tukaj pri vas na televiziji dobro slišali, ampak imam dva krasna starša, brata, ki me podpirajo, ki držimo skupaj, ki se znamo skupaj luštno imeti, nasmejati in jaz mislim, da je to najbolj pomembno na koncu koncev. Zelo lepo. Torej, katere vrednote oziroma spoznanja pa ste prejeli kot popotnica v življenje strani vaših staršev oziroma strani družine? Moja starša sta zelo, kako bi človek temu rekel, sploh oče, no, sploh ati, zelo rad govori in mi smo se zelo veliko pogovarjali. Ko sva bila z bratom majhna, pa se še danes tudi, no. In je bila to neka taka vrednota pri nas doma, no. Pri nas se mami rada poheca, da je v spalnici, tja pod mami, naš družinski štab. In tam smo mi na postelji vsi štirje ležali in se pogovarjali. In še danes, ko sva mi dva stara 23 pa 20 let, še vedno včasih ležimo na tisti postelji in se pogovarjamo. In nekako sta naju ves čas učila, da morava se pogovarjati in da morava deliti svojo srečo, svojo žalost, svoje strahove, zato da bova lažje šla skozi življenje, no, pa da so te stvari pomembne. Nekih teh vrednot, v katerih sta naju vzgajala, je veliko, no, to ljubezen, spoštovanje, Kaj pa kakšne vrednote na področju podjetništva, se pravi, da so ti pomembne in ti pomagajo pri podjetništvu?
Pri podjetništvu se pa jaz vedno, ko se v nekih takih stvarih pogovarjamo, spomnim enih besed Atija, ki nama jih je ves čas govoril, midva sva temu tako ljubkovalno, neljubkovalno rekla pridge, ker smo takole sedeli za mizo, pa je iz klasičnega nedeljskega kosila ratalo to 2 ure pogovorov in včasih tudi krega o kakšni stvari. In nama je Ati vedno rekel, da se morava truditi biti najboljša, pa ne zaradi tega, da bi bila pa midva zdaj kao nastopaška, pa jaz sem pa najboljši, ampak zato, ker če si najboljši, pa če se trudiš biti najboljši, če majčkeno padeš, pa če ti malo spodleti, si vseeno lahko povprečen, a ne? Če se pa trudiš biti povprečen, pa če ne rata čisto vse po tvojih planih, si pa hitro pod povprečjem in nihče od nas ne mara biti podpovprečen, na kjerkoli področju pač v življenju pogledamo. Pa mislim, da je on v eni knjigi prebral in je pol to nama zelo probal vcepiti v možgane, da kao ko zajameš žlico, da moraš življenje zajemati z veliko žlico, pa fejst sanjati. Zaradi tega, če zajameš žlico veliko, pa če malo dol pade, ostane nekaj na njej. Če pa malo zajameš, pa malo dol pade, je pa prazna. No, tako da nekako to sta take 2 popotnice, no, ki me spremljata zdaj čez to mojo podjetniško pot, pa si nekako želim, da bi me še na dolgi rok, no, ker sta zelo dobra motivacija. Ja, res je, ja, v bistvu zelo redko, da na ta način, bom rekel, si nekdo tako v bistvu zapomne, reče temu, te popotnice, ne. Mogoče še, koliko pomembna pa je bila pol, če rečemo v podjetniški družini, tudi formalna izobrazba, ne? A je bilo pomembno, da greš pol, se pravi, srednja šola, faks in tako naprej, ne? Je pa ni pomemben, ampak v resnici pri nas doma staršema nikoli ni bilo to tako pomembno, no. Je bilo treba šolo narediti in osnovno šolo in srednjo šolo. Nista nikoli pritiskala na naju, da bi si želela ne vem kakšne briljantne ocene. Jaz sem bila bolj sama taka, da sem še vedno prevelik perfekcionist in nisem bila zadovoljna z najslabšimi ocenami, čeprav se mi, hvala Bogu, ni bilo treba preveč učiti, ker mi je to kar šlo. Sem večkrat sama od sebe zahtevala več, kakor je tisti trenutek bi bilo dovolj. Ampak naj nikoli nista silila v nobene pomembne šole. Ena hecna anekdota, ki bi kdo rekel, mogoče, da jo sploh ne smem na televiziji povedati, pa jo bom. Pri nas doma se radi tako malo pohecamo, a ne, in meni je Ati ves čas govoril, da moram, pa mami tudi, no, da moram početi nekaj, kar delam rada in nekaj, kar me bo veselilo, da jima ni toliko pomembno, da bi midva zdaj glede na to, da je posel doma, z bratom peljala naprej družinski posel, sicer je to krasna stvar, če grejo stvari iz roda v rod, ampak da jima je bolj pomembno, da delava nekaj, kar delava rada. In moja mama Pavla je bila ne najbolj navdušena, da bom jaz slaščičarka. Ker je rekla, lej, Hana, ti si tako pametna, oziroma Ati jo je to rekla, meni to ni rekla. Je rekla, lej, Dejan, Hana je tako pametna, pa se lepo uči v šoli, pa nima težav, dajte jo rajš na kakšno tako malo boljšo šolo, na kakšno gimnazijo ali pa na kakšno ekonomsko šolo, to je bilo sploh za starejše ljudi, bilo to tako nekaj boljšega, ne. In je Ati rekel, mami, zdaj pa nehaj ti meni težiti, ker mu je to kar velikokrat rekla. Je rekel, meni je čisto vseeno, tudi če je kurba, saj mi bo tista ta dobra. Samo to je en hec, ki ga danes takole včasih, sploh, ko se z mladim pogovarjam, povem, da moraš delati nekaj, kar delaš rad in pol to na koncu delati dobro, a ne. Tudi če delaš praktično karkoli, on je hotel s tem povedati, da je njemu vse glih, kaj bova midva v življenju počela, ampak da mu je pomembno to, da bova delala to, kar delava rada in da bova delala tisto, kar delava dobro, da se bova trudila delati dobro. Praktično kjerkoli poklic na koncu izbereš. Ful dobro. Preden se vrneva poj na to, kar počneš, me zanima pa, ste se v družini pogovarjali o denarju tudi? Smo in sem ful vesela, da nikoli nista tega skrivala pred nama. Itak otroku poveš to, kar je za njegovo glavo zdrav, pa dovoljno, ampak smo se pa pogovarjali o teh stvarih. A sta mogoče si kaj zapomnila v smislu, kaj ste te naučila glede denarja?
naučila in kup enih stvari, no, ampak da je treba z denarjem delati varčno pa preudarno, zaradi tega, ker denarja je samo to, kolikor ga zaslužiš. In da bolj, kad delaš, več naj bi tega denarja bilo in več ga lahko trošiš. Če pa v življenju, pač da je treba se potruditi za to, da boš nekaj imel, da posledično tudi nekaj imaš, a ne. To mi zdajle na hitro pride. Pa mogoče še kdaj ste zaslužili prvi evro ali pa prvi denar in kako? Zdaj mi dve stvari prideta na misel. Mi dva z bratom sva imela kulske stare starše in mama Pavla je dajala nama kot neko žepnino in je ona rekla, ker je ona dobila penzijo, ker so často še to poštari na dom kuverto nosili, sva vedno mi dva dobila 10 evrov penziona in mi dva sva komi čakala pol tisti penzion. Mama je že penzion, je že penzion. Tako da to je bila neka žepnina, ki sva jo pol. Jaz sem jo šparala, brat jo pa ni toliko fejst šparal, tako da sem mu jaz pol včas malo posodila, pa sem se imela kar lušten. Ampak da sva pa prve evre zaslužila, sva pa pomagala domačem podjetju. Takrat, ko so bile poletne počitnice, sva zjutraj šla zgodaj, v 5 sva mogla vstati ali pa ob 6 in sva šla šoferjem na dostavo in če sva ostala in če sva pomagala, čeprav, kakor se jaz spomnim, sva včasih pol poti prespala. Ampak sva pa ostala in šla in se s tem marsikaj naučila, no, in sva na koncu še evro tudi zaslužila, no, če sva šla. Super, čas gre zelo hitro, tako da predlagam, da greva na kratko pavzo. Odlično. Drage gledalke, dragi gledalci, takoj po kratki pavzi se vidimo nazaj za našo zanimivo gostjo. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Hana Kotar, bom rekel, slaščičarnico mama Pavla. Hana, prej smo se pogovarjali o družini, iz kakšne družine izhajaš, pa da, bom rekel, so že bili v družini oče in mama podjetnika in da pol tudi videla z bratom to nadaljujeta. Pa me zanima, a je podjetništvo se podeduje ali se nasledi ali kako bi rekli? Ja, jaz mislim, da bi mogla to kakšnega strokovnjaka vprašati. Imate podjetništvo v krvi, ne? Ja, mi se včasih hecamo, no, da ga imamo v krvi, ja. Čeprav, če si iskrena, jaz mislim, da je bolj privzgojen, kakor podedovan, ampak mogoče pa le, bova kakšnega strokovnjaka vprašala. Ker verjetno zgled vleče, ne? To mogoče je ravno to bilo, ker ste že od rojstva gledali, poslušali. Siguren. Lih danes, preden sem prišla na snemanje, sem se z eno gospo lih o teh stvarih pogovarjala. Jaz sem mojemu atiju zelo podobna. Čeprav včasih nisem najbolj ponosna na to, oziroma sem zelo ponosna na to. Ampak kakšne stvari, ki grejo meni pri njemu prav fejst na živce, poj sama sebe porajtam, da sem jaz ista. In jaz mislim, tako kakor sva rekla, da zgled vleče, da je pri podjetništvu en velik del tega zgleda, no, tudi prisotnega. Sicer je veliko odvisen od staršev, pa pol to tudi karakterja, mislim, da otroka, koliko je za te stvari dovzeten. Ampak jaz imam noro lepe spomine na to, kako sta naju z bratom vse ves čas vključevala. Tudi nikoli naju nista odrivala stran. Pri nas doma je tako, mi se hecamo hiša odprtih vrat in lahko pride kdorkoli, ker v isti hiši imamo in dom in podjetje in smo res praktično imeli ves čas en kup enih obiskov in enih sestankov enih ljudi. In tudi, če so pri nas v dnevni sobi sedeli oziroma v kuhinji za jedilno mizo pa imeli nek sestank, naju nikoli niso pojali stran, ampak sta nama dovolila biti zraven. Sicer bodita tam, pa ne zdelati galame, poslušajta, če hočeta, bodita tih, ali pa se potih igrajta, ne zdaj zganati neke galame, ampak naju pa nista odrivala stran. In jaz mislim, da sva se s tem ogromno naučila, ko otrok posluša, ponavadi imamo radarje. Pa se dela, da se igra, ne? Ja, in se mi zdi, da sva se na ta način veliko naučila. Tudi v podjetništvu se meni zdi, da ni tistega, delaš 8 ur na dan in to je to. Tudi nama doma ves čas govorita, da 8 ur si ti v službi, tisto, kar je pol od 8 ur naprej, tisto je pa pol posel, a ne? In jaz se strinjam s tem in mislim, da je točno tako, ampak ni to vsem kar samoumevno. Jaz mislim, da nek tak način življenja
se ne da kar ga vzeti, ampak se ga navadiš, ker smo včasih mi hodili na morje, pa je zvonil telefon na morju, pa smo blizu hodili na morje, da je šel ati lahko domov, če je bila kakšna panika. In mislim, da se tega tako mal priučiš, priuzgojiš in ti sploh ni čuden, ampak je to nek tvoj način življenja. No? In mislim, da sploh ne bi znal živeti drugače. Jaz se včasih hecam, da če bi hodila nekam v službo, sem rekla, jaz bi bila najbolj pripaden zaposlen, ki bi po 15 ur na dan delala, ker ne bi znala drugače. Se pravi, mama Pavla, ne? Ja. Je ime podjetja, je v bistvu ime tvoje babice. Ja, očetova mami je to. Očetova mami in ona je verjetno dobro, se pravi, pekla in te navdušila za slaščičarstvo. Ja, ona je bila krasna kuharica. Sicer naše stare mame, babice so kuhale bolj tako neke tradicionalne stvari. Pri nas doma smo imeli štrudel, potico, šmoren, funštrce, to so neke take trboveljske palačinke. Moja mama je iz Trbovelj. Tako da, ja, je veliko pekla, veliko kuhala in sva bile take zelo dobre prijateljice, no. Super. In kaj te je potem na podjetniško pot? Kaj je rekel, zdaj bi pa jaz začela delati slaščice? To sploh ne znam povedati. To me vsak vpraša in sploh ne znam čisto točno odgovoriti. Že od čist majhnega so mene te stvari veselile. Jaz sem bila par let stara, ko sva z mami delale prvo torto. Potem sem bila stara tam okrog 10 nekje, ko sem že čist svojo prvo torto sama naredila. In to so bile res te slaščice nasploh, vsa kulinarika, hrana je mene ves čas res fejst zanimala. Hvala Bogu sem imela ob sebi mami, babi, mamo, babino po drugi strani, s katerim sem lahko veliko kuhala in sem bila veliko v kuhinji, tudi nikoli me niso stran tišali od kuhinje, tako kot otroke včasih radi. In se mi zdi, da sem jaz skozi to pol vzljubila, pa še bolj vzljubila te stvari. In se spomnim, to je lik 10 let nazaj, ko sem šla na informativni dan v 8. razredu osnovne šole, me je mami peljala na živilsko šolo oziroma biotehniški center Naklo sem jaz hodila. In sva prišle in ko sem šla jaz na informativni dan, sem se zaljubila v to. In takrat sem bila sploh, okej, nič drugega, samo to. Sicer sem živilka, no nisem slaščičarka, ampak živilstvo je tako neka nadpomenka vseh panog v prehrani, od mesarjev, pekov, slaščičarjev, praktično vse smo pokrili. In jaz sem se zaljubila v hrano, v gostinstvo in si sploh ne predstavljam, da bi karkoli drugega počela. No. Kdaj pa, koliko časa pa že imate poje podjetje odprto? Od leta 2018 imamo kavarno v Kamniku, s katero smo začeli. Potem od leta 2020 imamo čokoladnico v Britofu. 2021, takrat nam je malo korona nagajala, tako da smo začeli leta 2020, ampak nekako tako pogovorno pa štejemo od 2021 naprej. Potem pa še kavarno, zdaj imamo pa čisto na novo, no, od tega letošnjega poletja smo pa še v Šiški odprli še eno kavarno, no, tako da, koliko je to pa, 7 let, 6 let, 7 let, 2018. 7 let, ja. Zdaj, eno je, ko se ukvarjaš za stvarjo, ki res uživaš, ne, se pravi slaščičarstvo, izdelava čokolad, pol, kako to spakiraš, pa naprej. Drugo je pa podjetništvo, ki pa ni slaščičarstvo, ne? Ja. Kako gre to skupaj? Gre se naučiš teh stvari oziroma se trudiš balansirati oboje. Jaz imam danes, hvala Bogu, evo, klele trkam na misto, za sabo krasno ekipo, 30 sodelavk pa sodelavcev na vseh 3 lokacijah in se lahko 100% zanesem na njih. In lahko se jaz zdaj danes ukvarjam še z en kup drugimi stvarmi, ki se kuj v štartu nisem mogla oziroma se zdaj ne bi mogla, če bi bila sama za vse. Saj v resnici ne bi mogla biti. Čeprav na mojo žalost je tega časa v delavnici vsako leto manj, ampak se mi zdi, da sem, vsaj rečejo mi tako, no, rojena za med ljudi. In jaz sem zelo rada med ljudmi, zelo rada sem zašankam, zelo rada hodim po sestankih, se takole sestankujem z ljudmi in uživam tudi v teh stvarih. Najmanj rada se ukvarjam s papirji. Ker ste se radi pogovarjali, ne? Ja, verjetno. To še nikoli nisem pomislila tako, ampak ja, bi znali biti. Sigurno. Ampak zelo rada počnem te stvari, najmanj rada se pa ukvarjam s papirji. Ampak takole pa pol pridejo
prideš do tja, da se je tudi s tem treba ukvarjati. Sicer imam, hvala Bogu, zelo fajn tajnico, ki skrbi tudi za te stvari, da ne rabim vsega početi sama, da se lahko posvetim tudi razvoju novih izdelkov in vsem ostalim zadevam. Ampak ja, najdeš nekak čas, da zbalansiraš vse skupaj. Kaj pa bi rekla, kakšen je bil največji izziv, s katerim se soočala ali pa soočila na svoji poti in kako si ga premagala? Največji izziv. Jaz sem imela drugače, mogoče bi pričakovala en drug odgovor, no, ampak jaz sem imela sama pri sebi en zelo velik izziv, ker sem bila prevelik perfekcionist, da sem se naučila, da nikoli ne bo narejen tako, kot bi jaz naredila, ampak da bo še vseeno ful dobro, če bom jaz ljudi, ki delajo ob meni, to dobro naučila. Ker jaz sem zelo rada zakompliciram določene stvari in jaz vem, da gre mojim sodelavcem včasih na živce za to, ampak jaz sama od sebe v prvi vrsti, pa pol še okrog ljudi, okrog sebe, ful veliko pričakujem. In pričakujem natančnost, da so stvari take, ki morajo biti. Pri nas stvari iz delavnice, slaščičarske grejo take, ki morajo biti. Iz šankov stvari grejo take, ki morajo biti. Ta nasvet je dal oče ali mama? Oba dva pomalno, čeprav mene oba dva mal učita, da ne smem biti prevelik perfekcionist. Ne bi se mogla odločiti, kjer bolj, pa kjer manj, no, ampak sigurno je nekaj tudi na njima, no. Mi se včasih hecamo za bojati hud name, ko bom to rekla, ampak on ima vedno še en ampak, ko se mi takole pogovarjamo, reče tako, tole je ful v redu, ampak, a veš, tole bi pa lahko še tako pa tako. In mogoče je pa to zaradi tega. Mislim, da je oče zmagal, ne? Čeprav mislim, da ti zmagal, ja. Čeprav ti ampaki so ponavadi dobri, zaradi tega, ker nas izpopolnjujejo, pa prisilijo v to, da pogledaš stvari z drugega konca, pa se naučiš, pa mogoče probaš še kaj malo drugače narediti, pa je to ponavadi dobro. Tako da ja, tako no. Zelo hitro mineva čas, tako da zdaj greva še na en kratek odmor. Drage gledalke, dragi gledalci, kmalu se vrneva. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Hana Kotar, podjetnica in lastnica podjetja Mama Pavla. Hana, kako pomembna je pa za vas podpora družine? Zelo. Tako, kakor mislim, da se je dalo začutiti čez cel ta najin pogovor. Jaz tudi ful ne maram uporabljati besede mama in oče, ker mi je bolj tako pristno in domače mami pa ati, ker smo res povezana družina in se res krasno razumemo. Tudi midva z bratom imava krasen odnos in sem zelo ponosna na to, da to tako je, ker se mi zdi, da ali v podjetništvu ali pa v katerikoli drugi veji našega življenja, jaz mislim, da je ena najbolj pomembnih celic glih to, no, družina pa prijatelji zraven, ker če imaš podporo doma, mislim, da vse stvari štimajo tako, kakor morajo, no. Tudi Naja sta ves čas vzgajala doma tako, da nikoli nobena stvar v življenju ne more biti tako huda, da jo ne bi mogel doma povedati. In to velja za majhnega otroka par let starega, ali za mene danes toliko staro, ali pa za nekoga pri 40, 50, ki pride k staršu. Se mi zdi, se imaš lahko fanta, punco, moža, ženo, ampak tako, kakor te mami pa ati objameta, te nobeden ne, se mi zdi, no. To je pa res. Kaj te trenutno najbolj motivira in kakšni so tvoji cilji za prihodnost, tako v podjetništvu, kot tudi v osebnem življenju? Motivira me ogromno enih stvari, ampak jaz sem zelo tak control freak, kot sem prej rekla, in mene ful motivira, ker jaz vidim, da grejo stvari v pravo smer in da nekaj delamo prav, to me žene pol naprej, ker vidim, da so punce v ekipi zadovoljne, oziroma da je ekipa zadovoljna, da so gostje zadovoljni. Najbolj se mi zdi, da to jaz rečem, da skrbimo za sladko življenje ljudi. Glede na to, da delamo čokolado, sladoled, v kavarni in kup enih različnih stvari. In ko vidiš ljudi, ki so veseli, nasmejani ob neki dobri, prijazni postrežbi ali pa ob nekih kvalitetnih izdelkih, jaz mislim, da je pol na koncu, če pogledaš poslovno, nek cilj dosežen, ne. Pa rezultati pol pridejo sami od sebe, ne? Hvala Bogu, ja.
Kakšni, glede na to prej si rekla, control freak sem, ne? Ja. Pol verjetno rabiš tudi kakšne čase sprostitve, ne? Se pravi, kako se sproščaš, ali si skozi v pogonu? Drugače sem veliko v pogonu, ker se ne znam najbolj ustaviti. Okay. Punce so mi za rojstni dan prinesle, moje zaposlene punce oziroma ekipa, sem dobila za rojstni dan zipline, da bom šla se spustiti nad Sočo, pa potem še en brunch. In pa sem prav razmišljala, nora sem bila vesela, ker imam ful rada bolj kot materialne stvari, nekaj takega, da doživimo nekaj lepega skupaj. In so rekli mi vse zraven, ker so mi čestitali, pa da si už malo čas vzela, pa da še kam šla. In pa sem bila tako, Marija, sem se kar malo zamislila. Ampak se trudim vzeti čas tudi zase, glede na to, da sem ful mlada še vedno. Imam željo živeti tudi majčkeno mladostno življenje, poleg tega, da sem zelo zgodaj stopila v take kar velike čevlje in da je moja služba kar odgovorna. Tako da rada grem se malo poveseliti s prijateljicami, malo žurati na kakšno veselico na morje. Folklora plešem že več kot 15 let in to je pa ena taka stvar, ki je pa jo ne spustim, če se le dano. V petkih zvečer imamo vaje in grem luštan, odklopim glavo, plešemo, luštan se imamo, ena taka fina družba smo. Pa laufat grem oziroma teč malo v fitness, vsega pomalno, pol se trudiš malo balansirati, čeprav priznam, da mi ne gre najboljš vedno, ampak se trudim. Mogoče, a bi poleg mame Pavle pa družine še koga drugega izpostavila kot navdih v tvojem življenju? Kot navdih v mojem življenju? Ali pa da se veliko naučila od njega, ali pa... Razen učitelja matematike, ne to. Drugače sem imela krasno učiteljico, 2 krasni učiteljici matematike. Zelo težko rečem zdaj eno osebo, da mi je navdih, ker iščem navdih v več stvareh, pa v več ljudeh. Jaz sem zelo tak socialen tip človeka in sem zelo rada v družbi. In jaz se včasih malo hecam, pa rečem, rajš grem nekam žurat, pa odklopim glavo, pa sem s prijatelji, ali pa grem na družinsko kosilo, ali pa sem med ljudmi, kakor da bi šla zdaj ležati pa spati, pa gledati televizijo, pa malo počiti, ker na tak način veliko bolj počijem, ker sem obdana z ljudmi, ki jih imam rada in z njimi počnem stvari, ki jih rada počnem. In se mi zdi, da bolj kot neki specifični ljudje ali pa neki šefi, kuharji, neki taki pomembni ljudje me navdihujejo tako ljudje okrog mene, neki dogodki, ki se dogajajo, neka podpora, neke take stvari. Težko bi samo enega izpostavila, no. Pa mogoče, zdaj že oddaja gre proti koncu, se pravi, glavna dejavnost podjetja je izdelava in pol prodaja tudi čokolade pa sladoleda, ne? Res je. Mogoče imate kakšen podatek, Lan, koliko ste približno, ne vem, kilogramov naredili, ali pa koliko smo mi pojedli vaših izdelkov? Nimam še čist točnih številk, ker še nismo čist točno zračunali, ampak tako, na približen smo naredili tam nekje 6-7 ton sladoleda, pa porabili smo tam nekje okrog 4-5 ton čokolade, no. To je čisto okvirna številka. A pa bi lahko rekli, da smo Slovenci dobri jedci sladoleda pa čokolade, ali? Imamo kar radi sladko, ja. Hvala Bogu. Kaj pa v bistvu prihodnost, kako vidite svoje podjetje, se pravi, čez 5 let, 10 let? To me pa zelo pogosto vprašajo, glede na to, da sem tako mlada in bom čez 10 let stara 33 in bom še vedno v resnici zelo mlada. Jaz imam en kup enih želj in ciljev, kot sem rekla prej, na veliko sanjam in imam ogromno velikih ciljev. Ampak glaven cilj, vsak podjetnik si želi in rast in več zaposlenih in večje prostore in več poslovnih enot, bla, 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 tako naprej. Ampak glaven cilj mi pa je, da bi nas ljudje po Sloveniji, pa upam, da enkrat tudi v tujini, poznali po neki res visoki kvaliteti. Da ko bi nekdo slišal mama Pavla ali pa bi pred sebe dobil neko našo čokolado, pa bi jo probal, bi rekel, to je pa še zmeraj tako dobro, kakor je bilo takrat, ali pa še boljše. Tako da to je nek tak glaven cilj, no, ki ga imam, pa ki si ga želim sploh
v današnjih časih, ki je zelo težko nekako balansirati in realne cene na trgu in željene cene vseh nas potrošnikov in pol na koncu, ko računaš tiste kovančke, koliko je konec meseca ostalo, je mi res pomembno to, da se držimo neke kvalitete in da so izdelki na koncu ali pa storitve točno take, kakršne bi mogle biti. No. Super, Hana, najlepša hvala za tvoj obisk v oddaji Moja družina. Se pravi, če povzamem, bodite v življenju vedno nadpovprečni, ker tudi če pol majčkeno padeš dol, si še vedno dober povprečen. Ja. Zajemaj življenje z veliko žlico, tudi če malo juhe gre dol, je še vedno žlica relativno polna. Ne? Ja, točno tako. Hvala za lep povzetek. Točno to želimo sam. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da vam je bil današnji intervju z Hano izjemno zanimiv in da ste tudi kaj zanimivega potegnili zase oziroma za svoje otroke. Vabljeni, da se nam pridružite v naslednji oddaji Moja družina. Nasvidenje.